Torej, zdaj še pa na hype, kako se splača, da bojo eni naredili si svoj cosplay? Mislim, je tako, ko delaš cosplay, moraš pač razumeti, da blidaš manj, preprosto. Ko imaš načrt, pa se ti zdi, da že imaš celoten material, ne? Se pravi, imaš Eva peno, pa imaš načrt, imaš tule, s katerimi boš izrezal, potem pa pride akril, stvar, ki jo moraš pobarvati. In jaz nisem imel pojma, kakšne pripomočke pač rabim. Tako da sem kupil enih 60 različnih čopičev za vse različne namene. A si jih potreboval potem na koncu, vseh 60? Po mojem sem enih 30 porabil, ker se mi ni dalo več. Mislim, tisto prečijo, mazat novega, gremo. Nisem mi dalo predpucati pol vmes, in dalo že slako, en drug mali čopič rabim, zato da neke nuk in krenje dopolnim. Ampak je tako, najprej rabiš pač primer dati na celoten ven. Se pravi, primer je v bistvu tak... Ni to šprej sprej, ali pa... In to si ti tam pri bloku delal, ko ste sedi gledali. Ne, imel sem pač sobo, v kateri sem to delal. Prešokan se vse. Ja, vse čisto v redu. Rabiš pač zaščitno masko, očalo, vse take stvari, zato da ne vdihavaš te barve, ampak... Hazmat. Kakor sem rekel, primer, potem pa pride dejansko detail. In detail... Če so meni dejansko nima, vse veste, kako izgleda motorka, imaš pač tisti plastičen del, pa imaš kovinski del in potem so še drugi kovinski deli, ki jih pač pobarvaš na različne kvazi kovinske barve. Mislim, pa zobje, pa kri. Zobje, dobro. Glede zob pa takih detajlov sem dejansko poleg akrila uporabljal še epoxy glue, kako se reče? Lepilo. Lepilo, ta smola v bistvu. To je taka posebna smola, ko v bistvu, ko jo naneseš, moraš pač zelo paziti, ker ko jo naneseš, jo je zelo težko odstraniti, ampak potem ti da tak zelo lep lesk nazaj. In v bistvu res poudari dele, ki jih pač želiš poudariti. Jaz sem specifično hotel ta epoxy lak na zobeh, pa na tistem delu, kjer v bistvu prihaja motorka iz glave. Zdaj pa razumem, zakaj je bil ta kult v cosplay, ker je bila res dobra maska. Res sem hotel enkrat v lifeu narediti en dober cosplay, ker do takrat, jaz sem cosplayal že zelo dolgo, z Gregem smo bila v preteklosti v isti cosplay. Samo smo vedno imela take enostavne obleke gor. Obleke, ki jih lahko kupiš na internetu, lasulje, itak je vse kupljeno. A sta tako največkrat skupaj, največkrat, ko sem jo vajo videl skupaj cosplaya, ta je bil Fairy Tail, tak vaj najbolj pogosti cosplay. Katero se spomnim, ti si bil Grey, ti si bil Natsu. A je bilo tako vsaj 1, 2, 3 veliko fotoshooting je bilo. Ful enostavno je, boom, shirtless, samo reč six-pack. Eno leto je treba delati za six-pack, to ni krta. Fairy Tail je bil, mislim, da cosplay, ki smo ga cosplayali v več državah, se pravi v Sloveniji in v Italiji, v Luki in v Londonu. V Luki sem jaz... Samo res, in v Londonu. Več cosplayov. Exactly, spomnim se, da en dan, ko sva bila v Luki, jaz spomnim, da sem bil zgoraj brez in to je bil tako 2. ali 3. november. In pol sem ful zbolel naslednji dan, but it was fine. It was fine. Worth it. Važno, da so slikala. I don't know why, Toskana mogoče ni toliko, je tako... Ni toliko mrzla, kakor se ti zdi, ampak je v bistvu. Zato, ker je še vedno tisti sever Italije, torej je še vedno dokaj mrzlo. Če je november. Ampak je taka kotlina oziroma ravnina, da se tako, da mal občutek, da si kakor mal v toplejših krajih. It looks like a safe space. Čakaj, v London sta šla. MCM Expo, puna cool. Res je. Ampak pri teh cosplayih, lasulje. To sem opazil, da je toliko dela s to lasuljo, da ni veš samo pač kupaš pa daš na glavo. Ker sem gledal, da ene pač bejbe, ki delajo te lasulje, prav v bistvu kupijo lasuljo osnovno, potem pa razrežejo in prav posebej po layerih gor dajo, zato da res pade lepo, ker drugače zmeri tako čudno lasulja spade. Glej, vedno, ko kupiš lasuljo, dobiš dolge lase. Vedno. Zato, ker pričakujejo, da si boš sam odrezal. Obstaja plešasta lasulja. Obstajajo plešasti karakteri, tako da obstaja zihar tista plešasta... One Punch Man lasulja. Da se običajno vedno daš
mislim, ti z bold cap daš vedno. Ja, to tok srbi. Ne samo lasulje so tako hudo težko dejansko stilirati, pa frizirati, pa vse. Najbolj, že neseš frizerju. Frizer, tudi ne zna, sem že poskusil, sem že neso. Cosplayeri se dejansko grejo. Ja, mi smo naprimer, Sasu je dejansko sprejemala. Na frizersko ne. Vsak je imel neko svojo sposobnost. Nekateri so bili ful dobri recimo v make-upu, nekateri so bili ful dobri v stylanju in mi dva smo ful dobri v poziranju. Vsak je nekje. Vsak ima svojo moč.